Alpinizem je del mene. To je način življenja, ki sem ga živela, da se komaj da spomnim, da sem bila kdaj tudi planinec. In alpinizem je tisto, kar me nekako razveseli vsakič sproti, kar mi izčisti vse, kar je balasta, ki sem si ga nabrala v dolini. In sem ugotovila dejansko, da potem v dolini res lepo lahko živim. Gore so namreč kraj, kjer se mi zdi, da tisto, kar je v dolini težkega in kar se mi zdijo veliki problemi, postanejo lahki. Takrat dobijo svojo vrednost v tisti tišini, pa v tistem naporu, ki ga imam, ko se trudim priti do vrha gore. In gore mi na nek način pomenijo tudi meditacijo, ker takrat mislim res samo na eno, kako priti na vrh in kako priti potem spet domov. In to je tisto, seveda pa se ne sme zanemariti vsa lepota, vsa doživetja, razgledi, kar doživiš v gorah, to je tisto, zaradi česar še vedno hodim v gore. Z Andrejem imava 3 otroke in najino družinsko življenje bi lahko razdelila na 2 dela. Na tisto obdobje, ki sva ga preživela z otroki, ki je seveda večinsko, in na tisto obdobje, ki ga nisva preživela z otroki. Ta obdobja so bila krajša, vendar za marsikoga dolga, 2 meseca ali celo kakšen dan več. In moram reči, da kadar sva bila doma z njimi, ali sem bila doma z njimi, smo preživeli večino časa res skupaj. In veliko tega časa seveda tudi v gorah. V hribih na začetku, po raznih nižjih vrhovih, kasneje pa seveda tudi po feratah ali pa potem že lažje plezanje. Kadar razmišljam o ljubezni, takrat si vedno sebe predstavljam potopljeno v vodo, obdano s to vodo, torej z ljubeznijo, ki se mi zdi, da sem jo deležna v svojem življenju veliko. Od Andreja, od svojih otrok, od drugih. In zdi se mi, da jo lahko tudi vračam. In da me to res učijo gore. Zato, ker ljubezen je marsikaj. Med drugim je ljubezen tudi potrpežljivost, je pravzaprav tisto, čemur se moraš včasih odrekati in kje se to naučiš drugje bolj kot v steni. Ko je potrebno čakati, razmišljati, kaj se dogaja s soplezalcem, kako bo naprej in tako naprej. Ampak potem, ko pa prideš na vrh in ko greš domov, si pa bogato povlačen s temi čudovitimi občutki, ki te spremljajo. In potem to ljubezen se mi zdi, da potem razdajaš drugam in to se pozna, če jo daš, jo tudi dobiš. Zdi se, da je ves napor človeka, da bi znanostjo in z vsem, kar ima na razpolago, olajšal svoje življenje, da bi s čim manj napora prišel do svojih ciljev. Ampak jaz sem v svojem življenju in v življenju z gorami spoznala ravno nasprotno. Najbolj se spominjam tistega, do česar sem prišla z največjimi težavami. In vem, da mi je to tudi največ pomenilo in me vodilo v življenju, za katerega lahko rečem, da je dobro. In to želim vsem, posebej mladim, da bi kljub temu, da so težave, da se jih je vredno lotiti, premagati in zmagati. To vam želim.